današnji skupščini Zavarovalnice Triglav se je odločalo o razdelitvi bilančnega dobička, ki ga je bilo cirka 90 milijonov. Predlog uprave je bil, da se razdeli manjši del in izplača dividenda v višini 1,7 evra po delnici. VZMD je pripravil nasprotni predlog in ga tudi zagovarjal, in sicer, da se izplača višja dividenda v višini 3,5 evra po delnici. Ta predlog, čeprav smatramo, da je bil utemeljen, ni bil sprejet, zato je VZMD napovedal izpodbojno tožbo. VZMD je opozoril upravo na organizirano zbiranje pooblastil, ki se vrši seveda v breme stroškov družbe. Kot možni pooblaščenci pa so navedeni zgolj člani uprave in nadzornega sveta. Dobre poslovne prakse izkazujejo, da v družbah, kot je Zavarovalnica Triglav, ki imajo veliko število malih delničarjev, želijo mali delničarji pooblastilo zaupati kakšnemu od svojih predstavnikov. V ta namen se je tudi VZMD priglasil upravi in zaprosil za to, da jih uvrsti na seznam pooblaščencev, vendar se to ni zgodilo. Glede ostalih točk dnevnega reda VZMD ocenjuje, da je uprava oziroma družba in njeni zaposleni, da je poslovala zelo uspešno. VZMD je upravi za to seveda čestital. Podprl je njene predloge za člane nadzornega sveta, podprl pa je tudi predloge sprememb statuta, ki jih je predlagala uprava z izraženim pomislekom v zvezi z odobrenim kapitalom, kjer ima uprava po novem in seveda tudi že po starem 5-letni mandat, da izkoristi možnost povečanja osnovnega kapitala brez sklepa skupščine. VZMD ocenjuje, da je primernejše obdobje, ki ni daljše od mandata uprave, zato smo predlagali, da se to popravi na 3 leta, kar pa seveda ni bilo upoštevano in sprejeto.